Kot se ponavlja tudi način kadrovanja v naši največji bolnišnici. Tam po končanem mandatu direktorja še vedno služi Simon Vrhunec. In to kot šef varovanja občutljivih podatkov. Čeprav so ga z vrha UKC-ja odnesli številni sporni posli. Med drugim preplačano vzdrževanje operacijskih miz in afere na otroški srčni kirurgiji. Naša največja bolnišnica gosti tudi nekdanjo prvo damo onkologije Ano Žličar. Kljub očitkom, da so se pod njeno taktirko prikrivali sporni posli zdravili, da so zamolčali okoliščine smrti enega od bolnikov, celo ogrožali zaposlene pri delu z nevarnimi snovmi. Ana Turk. Ana Žličar, upokojenka s priboljškom, ker je pri delu izjemno zavzeta, odgovorna. Tako vsaj zveni argument naše največje bolnišnice Ljubljanskega kliničnega centra, kjer Žličarjeva dela po podjemni pogodbi. Pogodbi razlaga Barbara Vrtačnik z Zavoda za zaposlovanje, ki bi morala biti zgolj skrajna rešitev. Podjemna pogodba se opravlja za krajši čas, ne sme imeti elementov delovnega razmerja, kar pomeni, ne sme trajati dalj časa, pogosto. A glej, Žličarjeva, ki jo danes zaman iščemo doma, v kliničnem centru dela že vse od novembra 2013 in odtlej je s kliničnim centrom podpisala že 4 pogodbe. Mar ni to daljše sodelovanje, tako rekoč delovno razmerje in to za polovični delovni čas? Dela namreč 20 ur na teden, a glej. Potem bi Žličarjeva v celoti izgubila pokojnino in za nameček bi dobila konkurenco. Zakaj? Javna institucija mora objaviti prosto delovno mesto, vkolikor je posledica sklenitev delovnega razmerja. Za podjemno pogodbo se pa pač odločijo posamezni organi glede na njihova pravila, akte. In kakšni so ti akti, pravila? Kdo je Žličarjevo pravzaprav izbral? Na kliniki o tem molčijo in molči tudi ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. S kakšnim namenom ste Anici Žličar dali soglasje za delo po podjemni pogodbi v kliničnem centru? Molk o tem, kako se januarja lani strinja, kar dokazuje ta dokument, da Žličarjeva kljub vsem spornim poslom za časa njenega vodenja Onkološkega inštituta še naprej ostaja v zdravstvu. Za dobrih 1800 evrov bruto na mesec, da si izboljša pokojnino. In to po vsem tem, ko je spodletel poskus, da bi vodila Ljubljanski klinični center. Treba bila je Anica Žličar med drugim tudi vaša kandidatka za generalno direktorico kliničnega centra, drži? A lahko prosim? Ja, kdor molči, 9 odgovori, kaj ne, spoštovana ministrica, ja, in po ta istem kopitu molčijo na kliniki. Kaj konkretno Žličarjeva dela, kakšne podatke pripravlja, za koga in zakaj in komu načrtuje delo? Je res že lep čas generalna direktorica v senci?